Zdravo! Vrnimo se tja, kjer se delo inženirja začne, v skicirko. Tam na primer izdelujemo reference, rišemo geometrijo in postavljamo robne pogoje. Pa skriva skicirka še kaj, kar omogoča lažje in hitrejše delo? Morda kakšen postopek, ki prihrani čas in kakšen klik? S temi vprašanji se je tokrat ukvarjal Jaka. Poglejmo, kaj vse še ponuja skicirka. Pozdravljeni, moje ime je Jaka Župevc in dobrodošli v današnjem namigu meseca. Skupaj si bomo pogledali nekaj trikov, s katerimi si lahko pohitrite oziroma olajšate delo v sami skicirki. Pripravljen imam en sestav, del katerega je tudi tale model, ki ga bomo urejali takole. Zdaj, ker imamo nekaj geometrije še v spredju, lahko preko ukaza Clip Model to geometrijo odstranimo, da vidimo res tisto, kar je prikazano na skicirni ravnini. Da nam ni potrebno vedno z miško v ukazni trak, si lahko ukaze prilagodimo na desno miškino tipko. Če nam kateri manjka, si ga preko Customize brez težav dodate zraven. Takole. Pa dajmo narediti sedaj sklenjeno ravno črto. Takole. Vidite, da se mi geometrija v ozadju še vedno lepi na moj kurzor. Tudi to lahko odpravimo pod File, Options in pa Sketcher. Se nahajajo nastavitve vaše skicirke. Tukaj lahko vklopite oziroma izklopite samodejno postavljanje robnih pogojev. Nastavite število decimalnih vest ob dimenzijah, dimenzije lahko tudi zaklenete, nastavite debelino črt, naprimer na 3x3, takole, lahko pa odstranite lepljenje na geometrijo, ki je v ozadju. Vse skupaj shranite v Config Pro datoteko in v ponovnem zagonu Creator bodo vse nastavitve aktivne. Takole pa narišimo eno črto. Če se vmes spomnite, da bi želeli dodati kakšno dodatno referenco, ki je še ni na vaši skici, si jo lahko storite preko z držanjem tipke Alt. Če pa bi jih želeli več, pa lahko uporabite Alt in Ctrl. Takole. Pa naredimo črto. Vidite, da se nam pojavijo samodejno postavljanje robnih pogojev, ki jih lahko zaklenemo s pritiskom na desno miškino tipko, bo sedaj vedno tale robni pogoj pravokotnosti aktiven. Sedaj lahko brez težav narišem samo pravokotno črto. Takole, če se mi pojavi več robnih pogojev, kot v tem primeru, lahko med njima preklapljam s tipko Alt. Če dvokliknem s desno na robni pogoj, tega izključim. Takole, če pa držim tipko Shift, pa robnih pogojev ne bom mogel doseči. Takole, naredimo eno takole skico, ker imam še vse 4 robove označene, lahko na desni miškini tipki postavim robni pogoj Equal in sedaj imam vse robove enako dolge, torej smo naredili kvadrat. Stvar še pokotiramo, naprimer 90 in pa takole 40, naprimer. Še vedno lahko ročno premikam tele dimenzije, da pa se vam to ne zgodi, dimenzije brez težav zaklenete. Takole, pa dajmo še tole zakleniti. Sedaj ročno ne morem več vplivati na moje dimenzije. Brez težav pa dvokliknem na njo in rečem naprimer 80 in pa 45. Takole, pa dajmo postaviti še eno datumsko točko, tukaj nekje in dajmo jo pokotirati, naprimer 625 pa 472. Takole, potrdimo. In že imamo izdelano prvo skico. Lahko naredimo odvzem materijala, takole do naslednje površine. Evo, se še spomnite, kje sem prej naredil datumsko točko. Na tem mestu se je sedaj pojavila datumska os, ki jo lahko uporabimo za izdelavo izvrtine. Takole, samo malo jo bomo zmanjšali, se pravi, bo izvrtina velikosti recimo 50. Takole, pa dalje bomo do naslednje. Evo, in že imamo izvrtino narejeno. Pa naredimo še eno skico, zopet si bomo prižgali Clip Model, da nas ne bo motila geometrija v ozadju. Če imate kakšno skico že pripravljeno na vašem disku, si jo lahko brez težav vozite preko File System in izberimo tole skico. Pozicioniramo jo nekam na skico, skicirno ravnino, nastavimo merilo, takole 1:1 in dajmo jo kar recimo pozicionirati tukajle. Če vam ta pozicija kasneje ni všeč, lahko skico brez težav označite in preko ukaza Rotate Resize brez težav nastavite novo pozicijo. Tole sidrišče lahko premikate s pomočjo desne miškine tipke, z levo miškino tipko pa pozicijo skice premaknete na želeno mesto. Takole, skica je popolnoma določena, vse dimenzije ustrezajo, lahko jo samo še potrdimo in naredimo odvzemanje materijala, takole do naslednje površine. Takole, pa dajmo nazaj aktivirati sestav, dajmo ga v neko pozicijo, ki smo ga imeli že prej, shranimo
In že imamo nov model na tem sestavu, ki je nekoliko lažji od prvega. Takole, tole je bilo vse, kar se tiče današnjega namiga meseca. Upam, da ste izvedeli kaj novega, spoznali kakšen nov ukaz, več pa v naslednjih namigih meseca.